3, 2, 2, 3. Hop, 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 roke v zrak, zavrti se, si na moj znak. Jaka, ILK, LMN, OPR, SŠK. Jaka pripravlja se za druženje. Pripravite se, tukaj je! Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Na kaj pomislite, kadar slišite besedo skriti zaklad? Na gusarje? Ja. Na posebno avanturo? Na cekine morda? No, skriti zaklad je lahko karkoli. In danes se bomo z otroki iz Velenja prelevili v gusarje in izdelali prav posebno igro Lov na skriti zaklad. Zato ostanite v naši družbi, prijetno in zabavno bo. Pa poglejmo, kdo se mi je danes pridružil. Z Jako imava spet pestro družbo. Na moji desni strani je fant z imenom Aljaž, pa potem še en fant. Mateoš. Lara. In Lukas. Ste dobro? Ja. Povejte, kaj pa vi mislite, kaj je to skriti zaklad? Kaj je prva stvar, na katero pomislite? Dej ti meni povej, Aljaž. Denar. Denar. Kaj pa ti, Matevž? Zlato. Zlato. Lara? Gusari. Gusari? Kristali. Ja, kristali. Kristali, še kaj? Ne? Kaj pa mislite, kdo skriva zaklad? Gusari. Poznate koga? Gusari, še kdo? Piradi. Ja, še kdo? Ena zelo znana punca. Gusarka. Je tudi včasih se prelevi v gusarko, drugače je pa Pika. Pika Nogavička, ona ima tudi zaklad. A ne, da? Ja, bomo malce kasneje povedali, od kje ga je dobila. Kdo bi še lahko imel kakšen zaklad? Malo se spomnimo na pravljice. Kaj pa kakšni mali palčki? Ja. Kekec mogoče? Ne? Nima zaklada kekec? Ja. Ne vem, to vi veste, koliko poznate kekca. Ne. Zakaj se gusari tako bojijo za svoj zaklad? Kaj mislite? Zato, ker Če so pa tako strašni, kako se lahko oni bojijo? Zato, da jih eno krade zaklad. Zato, da oni ne vidijo in pol drug ukrade. Ja, ampak zakaj jih je strah? Strah jih je zato, ker vidijo senčo. Ne, zato, ker je noč zlato. Kje pa mislite, da dobijo oni zlato? skritih Kako sploh izgleda zlato? Zlato. Zlato, a ne? Ampak kakšnih oblik mogoče? Ja, okrogli. Kaj, cekinčki? Ja. Pa kako še, v kakšnih oblikah je še lahko zlato? Diamant je najboljši, ker je tako. Diamant. No, kje ste rekli, da najdejo zlato, gusarji? Nismo še rekli tega. Kje ga lahko najdejo? Kje? Zakladov. Največkrat ga najdejo kje? V jamah. Ja, kakšnih jamah? Kje pa so gusarji? A hodijo po planinah gor pa v jame? Ne. Kje pa potem? Na dnu? Morja. Ali pa v kakšnih skritih, potopljenih ladjah? Je tako? Pa še v morju. V morju, seveda. Ampak, a veste, gusarji včasih najdejo zaklad, včasih pa zlato tudi Ne. ukradejo. To pa glih ni lepo, a ne da ne? Ropajo. Veliko gusarjev je takšnih, da ropajo. Ropajo ladje, ki lepo plujejo po morju, a ne da? No, to se je predvsem dogajalo včasih. Zdaj so malo drugačni roparji, a ne? Ja. Kam pa ponavadi skrijete vi zaklad, če imate kak zaklad doma? Pod zemljo. Pod zemljo? Tudi bi lahko. A veste, kdo ima en svoj zaklad? Kadar ena živalica, recimo, bi lahko imela svoj zaklad? Recimo, kaj mislite, kaj bi imel kuža za svoj zaklad? Kost. In kam ga skrije? Kam skrije kost? V hiško. Zakapa ga, ne? Ponavadi tam, kjer je njegova hiška, nekje pod zemljo, tako je. V današnji oddaji bomo torej naredili skriti zaklad.
za nas. Vsak bo naredil svoj skriti zaklad in potem bomo naredili tudi igro lov na skriti zaklad. Da se bomo igrali, kako recimo priti iz ene točke na drugo z določenimi namigi in priti do nekega zaklada. Zato predlagam, da kar zavihamo rokave. Jaka je na mizicah že pripravil posebne šatulice, pa poglejmo, kaj potrebujemo za ustvarjanje. Na mizicah smo za prvo ustvarjanje pripravili takšnole škatlico. Lahko jo primete v roke, pa jo bomo pokazali ostalim gledalcem. Dragi otroci, navadna škatlica je tokrat lesena, lahko bi bila pa tudi iz kartona, papirja, lahko jo sami izdelate doma, če imate kakšne šablone za škatlice različnih oblik. In tole je na koncu potem lahko vaš zakladek. Vanj lahko spravite, kar želite, lahko so to kakšni biserčki, lahko so to kakšne čokoladice, karkoli vam pade na pamet, a ne da? In potem se lahko doma igrate tudi igrico, a ne? Da si skrijete zakrat pred mamico, pa ji rečete tako, danes pa se bomo igrala igro lov na skriti zaklad. Potem pa jo notri čaka neko presenečenje, lahko tudi kakšen verz, da napišemo mami, imam te rad, ali pa ati, a ne da? Zaklad je lahko v več oblikah. Tako. Kaj pa potrebujemo za našo šatulico oziroma naš zakladek? Potrebujemo navadne tempera barve. To bomo potem kasneje za drugo ustvarjanje, prav? Zato, da lahko pobarvamo tole škatlico, potrebujemo preprosto samo barve. Mi imamo tukaj le na voljo tempera barve, čopič, čisto malo vode, toliko, da sperete čopič, kajti les zelo rad vpija vodo. In če imamo preveč vode, se potem škatlica zelo, zelo dolgo suši, prav? Zato bomo mi kar precej uporabljali samo barve. Pa čopič seveda in lahko pričnemo z delom. Mizo si doma lahko zavarujete s kakšnim papirčkom, mi pa imamo takšne, da jih lahko umažemo, zato lahko gremo kar na delo. Ste pripravljeni? Torej, postrezite si z vašimi barvami, katerokoli želite, lahko vzamete. Ja? Tako, imata vidva te tri na razpolago, če bi pa slučajno potem kasneje želela še kakšno z drugih miz, pa tudi povejta, pa vama bom jaz priskrbela. Prav? Pa kar začnimo. Čopiče imate, začnite barvati. Saj vidite, Jaka je pobarval pokrov z eno barvo, spodnji del z drugo barvo, naredil pikice, vi lahko pa okrasite vašo šatulico po želji. Kakršne motive imate radi, takšne pa naredite. Pomagam. Mogoče se pa odvije, lej, preprosto se samo odvije. Kar poskusi. Jaz sem znala odpreti Tako, vidiš. Jaz sem sam odpreti. Lahko že s pokrovčkov dol barvo poberete. Odlično, kar naprej na delo. Torej, prej sem rekla, da zaklad je lahko karkoli. Kaj bi vi dali v tole šatulico? Jaz bi dal en priboljšek. Priboljšek? Kaj pa je za tebe priboljšek? Jaz bi pa dala Kaj? Čokoladico? Jaz bi pa dala bombone. Bombone. Kaj pa ti? Denar. Denar, dobro. Pa ti, Aljaž? Jaz bi pa dal kristal. Kristalčke. A vas tale šatulica še spominja na kaj? A vi poznate zgodbico Pike Nogavičke? Ja. Pa vi veste, da Pika Nogavička, kadar pride na Pikin festival, zelo rada nagaja gusarjem. Ste jo že kdaj srečali Piko Nogavičko? Jaz sem se konja vnija. Tudi. No, in ker je zelo, zelo nagajiva, nagaja gusarjem, jim tudi njihov zaklad ukrade, a ne? In zakaj mislite, da ukrade tisti zaklad? Zato, da lahko imajo drugi ljudje spet denar. Ja, ampak v tistem zakladu navadno ni denar, nekaj drugega. Poglej, je spodaj. Taki cekinčki so, ki se jih da zamenjati za priboljške. In potem te priboljške ona nekomu razdeli. Komu? Pika je zelo prijazna in zelo radodarna punca. Kaj mislite, komu razdeli gusarjeve priboljške? Tudi moramo pobarvati. Otrokom. A je tako? Ja, otrokom jih razdeli. Pobarvaš to, kar želiš. Ja, to, kar želiš. Tako. Tukaj le imam pa jaz spodaj še brisačke, tako da če boste umazali. Glej, jaz sem si. Si že, ne? Jaz isto. Tudi. Boste si takole obrisali, potem se bomo pa tako šli vmes. Jaz sem še eno barvo najdel. Si. Potem kar lepo splahni čopič v vodici, pa čim bolj odcedite čopič, da bo čim manj vodice, prav? Mače imam.
Nič hudega, na koncu se bomo vsi umili in boste spet lepi. Takole. Zdaj smo že. Zdaj bomo pravo pa črno. Jaz pa... A veste, kaj je pa za mene zaklad? Jaz odprem. Pa za marsikoga? To, kar sem prej rekla, lahko bi van skrili kakšno sporočilce in napisali: dal ti bom objem, danes te bom stiskal, ali pa kaj podobnega, rad te imam, rada te imam. To so danes najbolj dragoceni zakladki, ker čist premalokrat rečemo tistemu, ki ga imamo radi, da ga imamo zares radi. A se strinjate? A naredite kdaj presenečenje za starše v takšni obliki? Ja? Kako? No, naj mi nekdo zaupa, kako preseneti svoje starše. Presenetim, da sem priden. Da si priden? Pa lepo. Jaz se jih pa presenetim, da jim kupim avto. Ti staršem kupiš avto? Kako pa to gre? A ti si ga že kupil kdaj? Ne. No, potem še nisi moral na tak način presenetiti. A mi odpreš? Seveda. Presenetim, da jim narišem lepo risbico. No, lepo. To so res najbolj dragocena darila, ki jih lahko danes ponudimo našim staršem ali pa dedkom, babicam ali pa preprosto tudi prijatelju. Ali pa kužku. Tudi kužku lahko damo kak poseben priboljšek, a ne? Jaz imam doma muco in ja, tudi kužka. Jaz sem imel zajčka, 2 pa enega papagaja, zdaj pa imam kužka. In kaj, zelo radi imajo priboljške, tako kot mi, a ne da? Kak so veseli, ko slišijo, da odpiraš neko zadevico, so že takoj pri nogici, a ne da? Ja. Stav tako zdaj, da se bo posušilo? Jaz sem si dala že tukaj. In že steče k tebi? Ja. A veste, kaj me zanima? Kadar gusarji skrijejo zaklad, ne? Ja. Kako mislite, da si oni zapomnijo, kam skrijejo zaklad? Za nevid narišejo. Nevid narišejo. To rabim Edgar. Ampak kolikor nek Predlagam, da dno ne pobarvaš, ja? Da se bo lahko šatulica posušila, sam ta del, dno pa lahko pustite, prav? Ne, no bom jaz tako. A boš? Sam boš mogla malo počakati. Ja, notri, ja, samo tukaj, ne, ker potem se ne moreš barvati naprej, ne? Razen, če jo boste obračali, pa malo počakali. Tako, kje smo ostali? Kako gusarji skrijejo zaklad? Ja, in zakaj? Da ga drugi ne bi našli. Kako še? Narišejo zemljevid? Kaj pa, če ta zemljevid zgubijo? Pol pa ostanejo brez zaklada? Ja? Izvoli. Veste kaj, nekateri gusarji pa niso ravno brihtnih glavic, ne? Pa naredijo zemljevid, pa ga spravijo v stekleničko, zaprejo stekleničko in jo vržejo v morje. Pol se pa spomnejo, kaj pa zdaj? Kaj pa, če ta steklenička odplava daleč stran in je nikoli ne najdemo? Še sreča, ne? Ker potem drugi pridejo na vrsto, da dobijo ta zaklad. A Pika tudi to naredila? Jaz sem videla enkrat, Res? da Pika vrgla. Jaz sem, glej kakva barva je nasela, ko sem... Roza, lepa. No, kar dajmo pridno nadaljevati. Minutke tečejo, bomo mogli malo pohiteti, če želimo, da bomo še zemljevid narisali. Mogoče pa jaz ta čas, ko še vi barvate, otrokom povem, kakšna bo naslednja igra. Ja. Kaj te muči? Nekaj ta barva tole. Ne gre ta barva, saj se ne bo tako fajn odcediš, pa se ne bo nič poznala zdaj, ko boš drugo barvo želela. Lahko pa takle narediš, poglej. Na papirček lahko date Nekaj sem pa čopič. jaz naredila. Ja, lepo, lepa barva, modra je nastala, ne? Tako. Ja. Zdaj, kar nadaljujte lepo. Jaz bom pa otrokom pokazala, kaj sva še midva z Jako pripravila. Za naslednjo igro, ki jo bomo izdelali, torej igra lov na skriti zaklad, potrebujete nekaj časa, malo več časa, Pa lepilo. mogoče kakšno pisalo, pa lepilo. Lahko doma sprintate s pomočjo staršev s tiskalnikom razne predmete, ki jih imate v sobi, ali pa jih preprosto narišete sami. Ja? Rabite en malo večji format papirčka, lista. Tole je narisal en fantek. Imamo pa še enega, tale je pa malo bolj natančen.
zemljevid, poglejte. To je Jaka malo poskušal risati, malo s tehničnimi pripomočki, z ravnilom. Torej, lahko je takšen mali A4 format lista, lahko je pa velik plakat. Odvisno, kako dolgo želite, da ta igra poteka. In zakaj bi se sploh otroci igrali igro lov na skriti zaklad? To vam lahko pride prav, če kdo praznuje rojstni dan, kadar je zunaj slabo vreme, pa nimamo doma kaj početi in bi radi, da se malo zabavamo, da povabimo zraven k igri tudi odrasle osebe, naše mamice, očke, še koga drugega. Skratka, da preženemo te mračne, mrzle, turobne dni, ko ni zunaj snega, pa nimamo nič za početi. Ne moremo narediti snežaka, ne? Lahko se pa gremo igrati igro lov na skriti zaklad. Torej. Pa jaz Anduk tatpoden. Tukaj, se ima vsak samo 2. Ne moč na sceno. A si ga zgrešil? Ja. No, Ni. kaj bi imel? Gospodarida. Ceno bomo pa pol dali dol. Zdaj kar pusti gor, velja, pa dajmo čim prej dokonča, da se bo posušila šatulica, da lahko nadaljujemo, prav? Dobro. A še potrebuješ enega? Ja, izvoli. Kar odloži, na papirček lahko odložiš tale čopič. Torej, lahko si pomagate z risanjem, narišite svoje predmete, jih mogoče označite številkami od 1 do ne vem koliko, mogoče do 5 in ob tem lahko začinite igro tako, da ob vsaki postojanki dodate neko nalogo. Torej, na začetku na številki 1 napišete start, potem pa ob drugi postojanki dodate kakšno uganko, bodisi nalogo, karkoli, zato da začinite igro, da bo čim bolj zanimiva, da se boste mogoče ob njej tudi nasmejali, mogoče malo razgibali. Skratka, in na koncu prišli do željenega skritega zaklada. To bomo danes naredili tudi z našimi otroci. Takole. Še prej pa mislim, da si bomo morali ogledati en videospot, zato da se bodo naše šatulice lahko lepo posušile. Predlagam torej, da mi v režiji spustijo videospot, pa pri tem lepo zaplešite in zapojte z nami. In mi smo nazaj. Takole, končali smo s prvo ustvarjalno igrico oziroma minutko,
kjer smo napravili našo lepo šatulico za naš skriti zaklad, ki ga boste seveda uporabili doma. Zdaj pa že nadaljujemo z našo igro Lov na skriti zaklad. Najprej, tam je Jakov skriti zaklad, ki pride čisto na koncu. Zdaj bomo pa za doma napravili svoj lov na skriti zaklad. Vsak si lahko vzame tale A4 format, ki smo ga pripravili. Poglejte, kakšen lep je. Tudi. Vsak si ga naj vzame, takole. Tako, da bi bil stržan. Kot da bi bil sežgan, veš, takšni so bili včasih tile zakladi, malo zažgani, a ne da? Ja, poglejte, kaj vas čaka tukaj na mizah. Najprej mi povejte, katerih stvari se spomnite iz vaše sobice? Kaj ima vsak v svoji sobi? Pisalno mizo. Posteljo, pisalno mizo, kaj še? Pa stol. Stolček, kaj še? Uro. Uro, še kaj? Očela. Tudi, mogoče, sončna, a ne? Če ne z dioptrijo. Še kaj? Škatle za igrače. Tako, no zdaj pa poglejte, mi smo vam že pripravili nekaj predmetov. Takole smo stiskali in zdaj poglejte, kateri od teh predmetov se nahajajo v vaši sobi. A imate vrata? Ja. Imate vrata. Imate stol, ste rekli. Potem vsakdo ima Jaz še neko nimam. uro. Ne. Nimaš stola? Okej. Jaz isto nimam. Imaš pa stol doma v hiši, a ne v stanovanju, ja? Lahko gre tvoj načrt je lahko tako izpeljan, da se začne v sobi, nadaljuje pa v kuhinjo, a ne da? preproga. Torej, a imate vsi kakšno knjigo doma? Ja. Če kdo nima preproge, jo ne bo vzel, prav? Če pa jo imaš, si jo lahko tudi odrežeš. Skratka, na teh lističih so razni predmeti. Zdaj si vsak vzame svoj sklop lističev in izreže ven tiste predmete, ki jih ima doma v stanovanju oziroma v svojem bivalnem prostoru. To je ven. Tako, tam lahko vzameš, lepo date sponko stran. Imate sponkico gor, date stran. Škarje torej smo danes tudi pripravili. Rezati pa že vsi znamo, a ne da? Ja. Potem pa lepo izrežite predmete, ki jih potrebujete za nastanek vašega zemljevida. Torej, vaša šatulica, ki jo boste odnesli domov, bo potem na koncu nagrada, ki jo boste uporabili, ko boste kaj? Se igrali tole igro z vašimi prijatelji ali pa vašimi starši. Pa poglejmo, kaj imajo otroci doma. Zdaj pa najprej si morate tudi en predmet izbrati, ki bo pomenil vašo prvo postajanko. Torej, ali boste začeli na preprogi, ali boste začeli na stolu, na postelji, to je zdaj vaša izbira. Potem pa boste na vaš A4 format list, ki ga imate predloženega, naredili prvi zaznamek, prvi križec in lahko to označite tudi z številko 1. Ja, ali pa napišete start. Ja? Kar najprej si izrežite vse stvari, ki jih boste potrebovali. Pa rečimo, da izberite 5 predmetov, prav? Da ne bomo predolgi. Sta me slišala? Izbereta 5 predmetov, prav? Torej, če imaš zdaj posteljo, koliko še potrebuješ? 1 plus koliko je 5? Plus 4, a ne? Pa toto Dobro. potrebujem pa vrata. Dobro, lahko tudi 3. Lahko manj kot 5, lahko pa samo 3, lahko 4, lahko 3. Dobro. A pa rečemo manj kot 3 pa tudi ne, ker pol ni zanimivo, če sta samo 2 postajanki, a ne? Pa bomo zelo hitro prišli do zaklada in ne bo kakšnih posebnih iger vmes. Tako. Ko boste izbrali Jaz pa sem prvo... 4. Dobro, daj 4. Kar odreži si. Vse te 4 pa si jih zložite na kupček. Jaz bom tam 4. Dobro. Prvič sem jaz na televiziji. Prvi si? Jaz si. Ja, pa dajmo hitro malo pomahati gledalcem. Hello! Takole malo pomahite. Če ste prvič tukaj, boste še kdaj prišli? Ne vem. Ne veš? Ja? Je fajno, ne da? Drugi še pridejo. Ja, tudi drugi. Vsak mesec gostimo nove prijatelje. Pa že... Tako. Torej, prvi predmet pa boste zdaj kar In nalepili. bom iskal 5. Boš 5? imam Pa kar pohiti, veš? Kar pohiti. Takole. Evo, jaz sem.
Torej, naše postojanke, kot sem že prej omenila, otroci si lahko začinite s tem, da dodaste kakšne posebne naloge, da ni samo sprehajanje od ene postojanke do druge, ampak da vmes kaj naredite, se mogoče ob tem kaj še naučite, predvsem pa, da se zabavate zraven. 5 imam je. 5, dobro. Katera bo tvoja prva postojanka? Kje bo start? Kje bo začetek? Kje boš začel? Na postelji? A boš začel pri vratih? Na vratu. Pri vratih. Potem pa vzami tvoj predmet ta vrata in nalepi nekje, kamor želiš. Po mojem najboljše, da v en kot, zato da boš potem lahko speljal igro, ne? Tako. Pa čisto malo lepila lahko daste, veš? Ja. Ker se kapljice kar nizajo eno za drugo in potem tu je kar dol. naenkrat preveč. Tako, to je vaš zemljevid. Ja? Ja, da ga bomo nalepili. Ja. Tako. Ostale papirčke lahko vzamem jaz, da boste imeli red na mizah. Ne? Jaz sem Tako. že 3, 1, 2, 3. Prav. Dokle? Bo šlo? Ja. Dej, da vidim, če gre. Dej, mislim, da ni treba čisto do konca odpreti, veš, samo malo. Tako naredimo. Nožica nas zdaj gleda. Ja. Kako Evo, zdaj pa samo malo stisni. Samo malo Ja. stisni. In namažeš svoja vrata. Jaz sem pa namazala tudi vrata. Tudi vrata. Pol pa kar da. Evo, ga jaz sem končal. Pa tale. A lahko še manj odpreš? Jaz sem končal. Kaj pa rabimo tete Evo. filmaster? Flomaster zato, da boš številko 1 naredil, ali pa križec, da se ve, kje se začne. Ali boste pa črtice speljali do druge naloge. Lahko križec date zraven, tudi ni treba številko, kakor želite. Samo nekako morajo igralci vedeti, kje se začne, a ne? Ja, tako. Tole tudi ne potrebujeva. Kaj se... Ja, Až da nas Jožica zdaj gleda. zdaj nas vsi gledajo, veš? Kiko je. Da, me tole čez kamer nas gleda. Jaz vem. Dej, to je mi Odprem? Kaj, poskusiva? Jaz sem nalepila semle vrata. Jaz sem jih pa Izvoliš. križeč naredila. Eja, križeč zdaj naredimo. Ja, pri vratih naredite križec, da boste vedeli, da je to vaša prva postojanka. Evo. Odlično. Jaz si Zdaj pa le, ti si že, a ne, naredil prvo postojanko. Zdaj pa ti lahko uporabiš takole. Poglej, s pisalom. Lahko začneš potko s pikicami ali pa s črto in greš do druge postojanke. Katera bo tvoja druga postojanka? postila. Postelja. Potem pa najprej nalepi posteljo, kamor želiš, mogoče tu in potem s črtkami ali pikicami pripelješ do postelje. Moja pa bila preproga. Dobro. Na, katera bo pa tvoja prva postojanka? Kje boš začel igro? A pikice Preproga. Ja, lahko s pikicami. Pa dej najprej nalepi predmet, da boš potem vedel, kam greš s pikicami, ja? Kateri bo tvoj drugi postanek? štave imaš? Še imamo enega. Aljaš, kateri bo tvoj drugi postanek? Jaz sem že nalepila, moja je Drugi preproga. bo Tako. okno. No, potem pa poišči okno in ga prilepi. Sam da. Evo, Tega je pa že malo gor. Preveč lepila daješ, veš, sposodi si od njega, bo boljše, veš, tako. Pa čisto malo potrebujete, kapljico lepila zadostuje. Odlično, zdaj pa še tretja postojanka. Jaz učala. Ja, no, vi zdaj kar lepo nadaljujte z delom, jaz vam pa samo še povedala, kaj smo še pripravili za vas otroke, da boste odnesli domov. Torej, tukajle sva mi dva, ja, zdaj pa drugo, sva mi dva z Jako pripravila naloge oziroma uganke. Torej, otroci, če so se izbrali uro, lahko ob tej nalogi oziroma ob tej postojanki dodamo uganko. Recimo, vse noči ob tebi bedi, se zjutraj zjezi, ti spanje spodi. Kaj je to? In to je lahko potem namig za naslednjo postojanko. Torej, ni potrebno dati predmet, ampak uganko, ki pa pove, da je to ura in da moramo naslednji korak narediti do ure. Tako, nekaj ugank smo pripravili za vas, otroke. Lahko mogoče
povem še za koledarček, če imate doma kakšen koledar na steni in bi morali za lov na skriti zaklad uporabiti koledar, bi lahko dali uganko. Dneve razkazuje, tedne zaključuje, mesece obrne, čez leto jih spet vrne in bi vedeli, da moramo iti kam do koledarja. Jih nimam več. 3 si naredila. A še boš enega izrezala? Ok. Nadej, enega še dej, da bo še bolj zanimivo, prav? Knjigo. Dobro. Knjigico. No, glede na to, da si izbrala ti knjigo, ti lahko jaz povem, kako bi jaz tebi dala namig, da prideš do knjige. Dala bi ti uganko, ki pa sprašuje takole. Zaprta molčim, odprta učim. Odkrivam skrivnost, lepoto, modrost. Pa bi ti vedela, to je pa knjiga, torej moram iti do knjige. A ne? A si gotov? Zdaj pa poglej, kje je tvoja prva postojanka, si rekel? Vrata. Pri vratih naredi križec ali pa še zraven številka 1, kakor želiš. Ja? Tako. Zdaj pa z črtico ali pikicami, poglej recimo tale zemljevid, ta je z črtkanimi, prekinjenimi črtkami narejen. Narediš lepo potko do naslednje postojanke. Katera bo? Pikice. Pikice do Okna. Kaj pa od okna? Naredim tako. Od okna pa od čaja. Tako. Lahko pa narediš tako, glej. To je bila prva. Preproga je druga. Lahko malo križec narediš, ni treba, da je vse v krogu, ja? Lahko greš iz preproge najprej na knjigo, pa potem iz knjige na posteljo, kakor želiš. To je tvoja igra. Odlično. Na zemljevid, seveda, kot sem že prej rekla, lahko daste tudi naloge, lahko pa kaj narišete, ne vem, čigav zemljevid je to, pa koga narišete noter, karkoli lahko, pa na koncu narišemo še zaklad. Evo ga. Kaj ti kaj? Bistvo te igre je lov na skriti zaklad, torej moramo dati kot zadnjo postojanko naš zakladek. Super. Zdaj pa še zadnje pikice in narišite majhen zakladek. Ja, kjer želiš? Lahko na sredini. Vidva imata veliko prostora na sredini, ostali pa v kakšen kot. In to je zadnja pot, ki jo morate igralci opraviti. Ne? Potem pa, to je to. Ja, to je kratko, samo to zdaj je prvi del, pa se pa igramo igro, ne? Ja, odlično. No, zdaj pa še ti potko nariši pa do zaklada. Tukaj je Zdaj pa zaklad. še iz zadnje postojanke narišeš potko do zaklada. Jaz sem ga tudi že. Super, kje je zaklad? Tu je. Tu? Nazaj na startu. Ja, potem moraš tam označiti. Tako, bravo. Odlično. Pa jaz tu. Reda. Zdaj pa pokažimo naše zemljevide, tam gledalcem. Takole gor. No, super. Jaz predlagam, da ko pridete domov, se dogovorite s starši, kdaj se boste to igro igrali in potem vašo šatuljico date na koncu tam, ne? In noter nekaj, kar želite. Ti si rekel, da boš dal noter priboljške, je tako? Smo končali? Ja. Ja? Če smo, potem smo pa na vrsti, dragi gusarčki, mi. Zato smo se pa preoblekli, kajti zdaj gremo mi v lov na Jakov skriti zaklad. Si že? Odlično, daj še ti pokaži takle lep zakladek. Da vidimo? Ja? Super. Smo pripravljeni? Ja. Jaka nam je v studiu pripravil zaklad. Zdaj pa malce bomo mogli pohiteti, ker minutke že kar odštevajo in bo kmalu konec naše oddaje. Pa poglejmo, ali vidite vi kakšen zemljevid v studiu, ki bi ga Jaka ne... No, poglej ga. Kakšen je pa prvi namig, kam moramo iti? Kje vidimo križce? Kaj odložimo zdaj? Kje so križce? Vstanimo gor. Tukaj, se pravi, kaj je tole? Mizica, naša mizica. Aha, pod eno mizico se torej skriva prva postojanka. Aha, naloga, ščrka N je zraven. To pomeni, da imamo eno nalogo. Jaz pa vem, katera je. Odplesati moramo en kratek ples gusarjev. A ste za to? Ja. Kam pa bomo potem šli, če to nalogo opravimo? Do? Kaj je tole narisano? Kaj je to, ki je narisano? Do tega. Do kamere, to je kamera. Bomo pa pogledali, katera kamera je prava, ampak najprej
moramo narediti nalogo. Zdaj pa naš gusarski ples se prične takole. Pridite za mano. Vsi se usedemo tukaj le na tla. Takole, takle bomo šli. Tako. Pa drug za drugim v kolono. In bomo naredili gusarsko ladjo. Tak, še ti. Super, ja. Noge bomo dali narazen, pa se čim bolj stisnili v kot. Tako. Bo šlo? Ja, tako še malo bolj levo gremo vsi. Takole. Tak. Pa bomo prosili režijo za glasbo. Zdaj pa, da boste vi vedeli, kaj moramo početi. Na otoku sredi morja je živel pirat. Pod veliko palmo tam zakopal je zaklad. V steklenici na obali našli smo načrt. Glejo gusarsko zastavo, glejo belo smrt. Sedemnajst debelih debel srezali smo v splav. Le kdo ne bi z nami rad na morje se podal. Mi smo strašni gusari in gremo po zaklad, ker za gusar na tem svetu rad bi bil bogat. Tam na oceanu nekaj se blešči. Glej ga zlomka, to so sinje kitove oči. Če nas le oplazi, bomo čofnili v morje. Brž natakni si rokavčke, sicer ti gorje. Brž natakni si rokavčke, sicer ti gorje. Plavamo, plavamo, žabo plavamo. Plavamo, plavamo in se zabavamo. Plavamo, plavamo, žabo plavamo. Plavamo, plavamo in se zabavamo. Tako, bravo, gusarje na petka. Opravili smo nalogo. To je bil pa en močni gusar. Super. Jaz se gram, ker sem ful žgal. Si? Zdaj pa mi povejte, kam moramo iti na naslednjo postojanko? Kaj je bilo na zemljevidu? A je bila kamera? A je bila? Kaj? No, poglejmo, kje je takale kamera. Gremo pogledati, če se kje skriva kakšen listek. No, hitro poglejmo, poglejmo. Kje? Ja, pejte pogledati. Kaj piše? Barvica. Barvice. Torej, namig, naslednji namig so barvice. Si že našel? Si že našel? Čakaj. Res? Bravo. Stolček. Kje pa je stolček? Pod katerim stolčkom se kaj skriva? Ste našli kaj? Aljaž je našel nekaj? List? A, tale pa ne vem, če je. Kaj pa, če je kje blizu jaka karkoli? Ker jaka je blizu stola. Ja, zaklad smo našli! Jubijej! Ahoj! Kaj je kaj noter? Dajte pogledat. Zlato! Jo, kar tresemo se! Ja, hitro pogledajte, kaj je. Kaj pa je to? A so cekinčki? Pa kaj še? A biserčki so. To, dragi otroci, si boste ob koncu oddaje lahko razdelili. Namreč doma se lahko igrate marsikaj. Tole so biserčki za kakšno lepljenje, za kakšno ustvarjanje. Cekinčki pa, da se mogoče naučite šteti, pa računati. Bravo, gusari! Takole moram vam povedati, da smo prišli do konca oddaje. Jaz se moram na žalost res posloviti. Torej, pripravite si tudi doma takšen lep lov na skriti zaklad. Poleg tega seveda lahko še kakršnokoli drugo igro takole naredite. Ni ravno treba biti gusar.
da se imaš takole fino. Skratka, mi se moramo zdaj res posloviti, a bomo tjale pomahali v kamere. A mi boste pomagali šteti? Ja? Dragi prijatelji, do naslednjega meseca, ko bomo obiskali kulturne ustanove, knjižnico, kulturni dom in še marsikaj, ko se bomo učili, kako se moramo lepo primerno obnašati, vas lepo pozdravljamo in ahoj, pošiljamo gusarski pozdrav, štejemo 5, 4, 3, 2, 1, nič. Gusarski poljub dobiš in hitro v posteljo, še prej pa zobke umiješ. Pa, pa! Čau, čau! Super!